To, da si mislim, da bi Slovenci se ne osvobodili, če ne bi pred nami ena velika skupina dala krvi življenja za to svobodo. In imamo pred očmi in tudi v šolah otroci tako poslušajo, kadar jim pripovedujemo, kaj se je dogajalo, oprostite, da tukaj omenjam, ampak resnici na ljubo, kar se je maja in junija 1945. In naj bo poklon tistim, ki so dali življenje, vse naše delo. Oni so v momentu prelili kri, naša odteka po kapljicah. In smo srečni, da z njimi sodelujemo. Poleg družine seveda puščam tukaj skupnost, ki je praktično tudi ena velika družina in iz katere smo črpali vse to, kar danes smo. Če je družina dala bazo, mi je skupnost pomenila široko obzorje, iz katerega sem dobival vse, kar sem lahko naredil in kar sem lahko predstavil, naj si bo to ali pri časopisu, ali v Dragi, na študijskih dnevih, ali kadarkoli, vse to je nam je dala skupnost. To, kar se po domovih teden za tednom dogaja, vaje, igre, petje, plesi. Brez tega ne bi bilo ne mene, ne marsikoga drugega. Vse to smo dobili iz tistih korenin, iz slovenskih korenin, ki pa za svojo rast niso potrebovali, da se je od zunaj priliva denarja za tako stvar, ampak nasprotno, so korenine same prilivale, so žrtvovale svojo ekonomsko moč, da je iz teh korenin zrasel slovenski ombu. Tega bom tudi pogrešal. Vendar kot spet, internet bo pomagal, da se bomo uživeli in bomo našli drugo slovensko skupnost, širšo, tam v Sloveniji. Naj še povem, kakšen je bil delež Gregorja pri Svobodni Sloveniji. On je pri Svobodni Sloveniji, nimam pojma koliko, ampak približno 30 let gotovo. V začetku je bil samo korektor, iz zadnjih 15-20 let je pa že sourednik, to se pravi, on pripravi skoraj celo stran. Poleg tega je pa še korektor. Ne vem, kaj bomo zdaj naredili, ko Greg on, ker po moje je zelo malo ljudi, ki bi bili toliko sposobni pravilno slovenščino. Torej, slovensko znajo vsi, tudi dobro slovensko znajo vsi, da bi pa znali prslovnična pravila, je pa že veliko vprašanje. Zaenkrat bomo rešili tako, da bomo korekture poslali po e-mail z Ljubljano in on po e-mailu nazaj. Danes se to da. Po drugi strani pa Mirjam Jereb, ki se je že veliko udeleževala v slovenski skupnosti, predvsem v šolstvu, že leto dni prevaja slovensko zgodovino v španščino. Jaz sem začel pred 3 leti pisati slovensko zgodovino od številke do številke, smo pa ugotovili, da bi bilo pametno to prevesti v španščino, ker je veliko sorodnikov in znancev, ki bi radi, pa ne znajo slovensko, ki sploh ne znajo, in da jim damo nekako vizijo o tem. To je edini španski tekst, ki ga mi objavljamo. To je ena koristna stvar, ki jo bo seveda tudi ona še nadaljevala. Poleg tega upamo, da bomo sedaj dobili dobrega dopisnika v Ljubljani, da bomo zvedeli najnovejše novice in pa še bolj važno kot novice, ki jih dobimo po e-mailu, so pa komentarji. Komentarje pa jaz ne morem pisati, lahko napisam načelen komentar, ampak ker več pa ne, nisem zraven bil, on pa bo zraven. Torej to mislim, da bo en velik doprinos za slovensko branje tukaj, Svobodna Slovenija, da bomo dobili direktni stik s Slovenijo. Do tega nismo imeli. So bile samo uradne časopisi, novice in tako naprej, ni pa bilo direktnega živega stika. Za nas je pa zelo važen živ stik. Dobro, bomo videli, kako bo zdaj to stvar šla. Glede vrnitev v moji družini, nas je 6 otrok bilo, jaz sem najstarejši, je polovico otrok drugje. Torej, se je iz Argentine že preselilo ali vrnilo v Slovenijo ali na Koroško, na avstrijsko Koroško. Drugi 3 smo pa tukaj. Ko govorimo starši, pa smo o tem velikokrat se pogovarjali, smo vsi zelo veseli, lahko bi rekel srečni, da je del naše družine že tam, kjer bi morali dejansko mi vedno biti. Jaz to kar močno poudarjam. Jaz bi moral danes živeti v Ljubljani, v Sloveniji.
tam je moje, tam je moje, pa ne samo korenine, ker res korenine nosim seboj, ampak tudi jaz bi moral fizično tam živeti. Pač govorili smo o usodi, usoda nas je potem raztepla po svetu, kot pravi Župančič nekje, ne? Ampak zdaj se potem spet lastovke, kot spet pravi Župančič nekje v Dumi, lastovke se spet shajajo na drugačen način in se spet vračajo pod domači krov. Ena hčerka z družino živi v Sloveniji, druga hčerka z družino živi v Trstu, dve živita tukaj v Argentini, sin se odpravlja v Slovenijo. Včasih bi to pomenilo ločitev. Danes se z tega ne jemljem kot ločitev, ampak da smo prisotni na različnih koncih našega kulturnega prostora ali, če hoče, Slovenije v svetu. To je po eni strani težko, po drugi strani je pa lepo in po moji veča notrajne bogatstvo ne samo človeka in družine, ampak vsega naroda, vse narodne skupnosti. Ko smo premišljali o selitvi, sva s sinom prišla do zaključka, da bi vzela sabo semena jacarandaja, ki je eno drevo, ki nam tukaj zelo ugaja, ima take plave cvetove. Vsi so nam rekli, da verjetno ne bo uspelo. Ampak končno smo tudi mi neki hibridi. Naša semena so prenešena iz Slovenije in smo tukaj na posebna zvrst, in o tem je pisal France Papež, da je prinesel semena rož, ki so čudno lepe, niso ravno take kot v Sloveniji, ampak so drugačne. Tudi naša govorica ni enaka govorici v Sloveniji, naše mišljenje, čutenje ni enako, smo nekaj posebnega in se zdaj prenašamo v Slovenijo naše sadove, najne otroke, ki so tudi neke hibridi, so zrasli tukaj s slovenskimi koreninami in se vračajo k svojim koreninam, tam, kjer so stari starši bili rojeni. Potem tudi, kar se nam je dogajalo pri selitvi, tukaj smo imeli stalno slike Gasparija. V Sloveniji si ne želimo imeti Gasparjevih slik, si želimo imeti Molina Campos, tukaj imamo lipe, hotel bi imeti Cejbo v Sloveniji. Vse to, kar nam je tukaj smo slovensko, si želeli imeti tam, ne da ne bi imeli slovensko, ampak potrebujemo imeti argentinsko, to, kar bi nam manjkalo. To je morda tudi neka posebnost, ki nas zaznamuje in ki, če vzamemo tako, ni neka tragika, ampak je lahko je bogatstvo. To je torej ena možna izbira, sicer težavna in v nekaterih ozirih pogumna. Druga opcija pa je vsekakor bolj pogosta. Jaz sem Adriana Albano, mama je bila Slovenka, oče je Argentinc. Jaz pa se zgleda, sem imela to v krvi, da potujem, tako kot stari oče, pa stara mama, pa praded. Pa leta nazaj sem naredila eno dolgo potovanje, bolj kot ne po svetu. Potem pa me je mikalo vedeti, kako se živi v Sloveniji. Sem šla v Slovenijo, pa sem živela tam 4 leta in prišla nazaj leto pa pol od tega, ko je bila grozna kriza tukaj. Sem čutila, pa čutim, ja, da sem pogrešala to mojo domovino, ker čeprav govorim slovensko in tako dalje, meni se zdi, da mislim bolj kot Argentinka, kot Slovenka, ker sem večina svojega življenja tukaj preživela.